25 je Lučenec, 25 je Lučenský, 34, jestli sa nie... Slovenská republika je poslednou krajinou, ktorá týmto spôsobom vzdala hold a úctu vojakom, ktorí bojovali v prvej svetovej vojni. Čeprav živimo v mirni Evropi, se moramo zavedati, da je to vrednota, za katero se moramo zavzemati, kajti ni samoumevna. Moramo dejansko dati veliko, vložiti veliko truda, da ga bomo ne samo ohranili, ampak vse skozi zdrževali. Máme morálny záväzok tých, čo položili to najvyššie svoje životy, mať v pamäti a v úcte. A je fajn, že spolu so Slovinskou republikou v súčasnosti sme v združení štátov, ktoré vyznávajú hodnoty, ako je ľudská sloboda, ľudský život, demokracia v Európskej únii. A preto som veľmi rád a vďačný Slovinskému ministerstvu obrany a ďalším inštitúciám, že vynaložili toľko úsilia, toľko námahy a toľko trpezlivosti na odhalenie tohoto pamätníka slovenským vojakom v Slovensku. Sem izredno vesel, da živimo v državi skupaj s Slovenijo, tudi v Evropski uniji, kjer so spoštovane vrednote, kot je človekova svoboda, človekovo življenje. Kot je omenil moj kolega, niso to zadeve, ki so samoumevne. Smo dolžni jih varovati in vzdrževati. Še enkrat veliko spoštovanje in zahvala gospe ministrici za to možnost odkritja današnjega spomenika. V imenu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije naj povem, da nam je v veliko čast, da smo lahko danes tu skupaj dokazali, da nas Slovenijo in Slovaško druži zgodovina in pa sedanjost. Zgodovina zato, ker so naši predniki tu skupaj na Soški fronti in na mnogih drugih frontah Prve svetovne vojne bojevali in izbojevali mir za druge, tudi za nas. In pa sedanjost zato, ker so naši vojaki in vojakinje, tako slovaški kot slovenski, skupaj združeni znova v različnih mednarodnih operacijah po svetu. In naj povem, da zlasti skupaj sodelujemo v Bosni in Hercegovini, da smo bili do nedavnega skupaj na Kosovu in da smo skupaj tudi v Afganistanu. Današnji spomenik je, odkritje tega spomenika je pomembno tudi zato, da se lahko ministra za obrambo obeh držav skupaj z ministrom za notranje zadeve znova zavežemo, da bomo spoštovali človekove pravice in pa da bomo vse svoje znanje in izkušnje posvetili boju za mir in varnost ljudi vsega sveta. Tudi naši pogovori, ki sledijo temu odkritju spomenika, namreč pogovore bova imela tako z ministrom za obrambo, kot tudi z ministrom za notranje zadeve. Ti pogovori bojo tudi služili našim zavezam k dvostranskemu sodelovanju, pa seveda skupnemu sodelovanju in prispevku k zaščiti, reševanju in pa varnosti naših obeh narodov in pa naše skupne evropske usode.